Udobno se namestimo. Jaz sem vam dala navodila, da si nekaj zapisati vzamete, tako da lahko tudi ležite, samo da ne boste zaspali. Namreč namen je, da gremo zavestno skozi proces, čim bolj. Imejte tudi en kozarec vode za potem, ko zaključimo, da boste malo nekaj popili in dajte kar precej piti tudi v teh dneh potem po meditaciji. Danes smo se pravzaprav dobili v zelo velikem številu, na koncu je bilo 362 prijavljenih na to meditacijo oziroma na ta večer, tako da energetska mreža, ki jo bomo ustvarjali sedaj, je zelo, zelo močna in bo v bistvu na voljo še ves čas, ker enostavno v energijskem smislu ni časa in prostora. Kar pomeni, da boste lahko tudi še ponovile, čeprav aktivacija, ki jo bomo naredile, bo enkratna, jo ne rabite ponavljati, da bi bila bolj efektivna ali pa bolj učinkovita. Portal 1111 ustvarja notranjo povezanost, skozi katero prihajajo zelo visoke frekvence. In sicer to so v bistvu vibracije, ki izhajajo že iz 5D. Naša fizična realnost, to, kjer živimo, je 3D, da tako rečem, medtem ko v 5. dimenziji 5D veljajo pa majčkeno drugačna pravila. To je tisti del frekvenc oziroma vibracij, kjer deluje naš višji jaz in kjer so tudi vsa svetlobna bitja. Ta realnost, v bistvu ta dimenzija, nas povezuje z našimi sanjami, z našo vizijo, z našim polnim potencialom in v bistvu ta portal 1111 dejansko ustvarja novo prihodnost na osebni in pa na kolektivni ravni. Tako da danes se povežejo duša, višji jaz in pa fizično telo in to omogoči zelo močno intuicijo. In skozi to intuicijo se pokaže pot naprej. In to tista pot, ki je v skladu z našim višjim jazom, v skladu z našo dušo. Zato je zelo pomembno, da smo prisotni v trenutku, prisotni s svojo zavestjo. To ne pomeni, da bomo kamorkoli odplavali, da se ne bomo zavedali ali kakorkoli, ampak bomo tukaj zdaj. Gre tudi za mojstrsko aktivacijo danes, ko se aktivira sistem 13 čakr. Tukaj v temle na vaši zraven mene je tale čakra men, ki kaže, da obstajajo določeni osebni portali, ki se aktivirajo. Zdaj, sistem čakr, kot ga poznamo, Sistem čakr, kot ga poznamo, ki gre od kronske do korenske, teh je 7 običajnih. Vmes vidite je en tak del med grleno čakro in med srčno čakro, ki je malo rozasto turkizen. To je višja srčna čakra. In danes bomo najprej aktivirali višjo srčno čakro, se preko nje povezali v to energijsko mrežo in potem aktivirali tudi vse ostale. In to so tri čakre, ki so zgoraj in so povezane z našo dušo, z našim višjim jazom in pa dve spodnji čakri, ki sta povezave z Gajo, z zavestjo zemlje. Najpomembnejša je ta 13. čakra, to višje srčno središče oziroma eno srce, one heart, kot mu pravijo angeli s Plejad. Ko so vse te čakre, ves ta sistem harmonično usklajeno, ko je to harmonično usklajeno med seboj, se svetlobne nitke DNK povežejo v svetlobni snop in se aktivirajo. To pomeni, da se določene informacije začnejo na novo aktivirati. Naš DNK, ko se deli, je tako kot kopija. Najprej vzamete original, pa kopirate in potem vzamete tisto kopijo in spet kopirate in spet kopirate in spet kopirate, kopijo in vedno slabša verzija nastaja. To pomeni, da naše celice dobijo pomanjkljive informacije, kako se morajo deliti.
To, kar se dogaja z DNK aktivacijami, je, da spet vzamete original in iz tistega originala date celicam navodila, kako naj se delijo. Zdaj, teh DNK nivojev je 12 in skozi teh 12 nivojev DNK gremo ponavadi na delavnicah energetske higiene oziroma aktivacije DNK. Danes je pa zanimiv datum še zaradi dejstva, da se številke datuma seštejejo v 13. 13 je pa božanski ženski aspekt, število boginje. Danes se skozi to harmonizacijo, nekaj 11 pa 11 se v 2 sešteje, dvojka so odnosi. In sicer ženski aspekt se danes harmonizira v vsakem posamezniku in tudi znotraj odnosov. Tako da danes bomo sprožili harmonizacijo in zdravljenje na več nivojih hkrati, zato je pomembno, da nič ne forsirate, da si dovolite skozi proces, brez da bi analizirali, kaj bi se moralo zgoditi, kako bi moralo biti, tako da vsa pričakovanja dajte malo na stran. Danes bo ta aktivacija sprožila tudi novo zavest, se pravi nove načine zavedanja sebe, ki pa v bistvu zahtevajo to, da se je treba z njimi naučiti delati. Se pravi, ko se povežete s svojo dušno esenco, je to šele prvi korak, pa se je treba naučiti pravilno izražati in pa s tem tudi delati. Da se jo negovati, da se jo usmerjati. In ker bomo zaključili z meditacijo, vsi rabili malo časa, da se prizemljimo, pejte lepo, dajte si mir, pejte v miru, mogoče ne jeti kažurati ali kaj tasga, to mogoče ni priporočljivo. In ko bom zaključila meditacijo, ne bom nič kaj dosti naprej govorila. Zdaj tisti, ki mogoče niste toliko seznanjeni z meditacijo, ne rabite nič drugega, kakor sedeti v miru in pa se prepustiti. Kar bo, ne rabite se obremenjevati s tem, kaj čutite, kako čutite, in jaz tudi, ko rečem, predstavljajte si, to pomeni, da si predstavljate na način, ki je vam domač. Ne rabite, če rečem, ne vem, poglej videti, lahko si pač predstavljate na drugačen način, odvisno od tega, kaj je tisto, kar je vaš način intuicije. Dajte si napisati na svoje liste, zvezke, karkoli imate, kaj je vaš namen danes, zakaj ste tukaj, kaj je tisto, kar vas je pritegnilo, kaj je tisto, zaradi česar ste začutili, da morate biti danes tukaj v meditaciji. Pa bodite iskreni. Če se nič drugega ne spomnite, lahko napišete tudi zato, ker je bila brezplačna. In kaj je tisto, kar želite, zdaj, ko ste slišali nekaj od te razlage, dosežiti. Tako da napišite to. To je za vas. Jaz bom pa zdaj se tudi udobno namestila in enako predlagam vam,